Polka se enkrat neha šafnati, pa risati po njem, pa verjamem, da bo to trajalo kar nekaj časa. In trdim, da je to sposoben narediti tudi v družbi veliko večjih, pa tudi dražjih avtomobilov. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, dajmo začeti. Sedim v enem zelo posebnem avtomobilu in ta zelo poseben avto ti da to vedeti takoj. Tole me malo moti. Ko mi čakam, da ti ga pokažem, da ti ga predstavim, ker je pester all around. Le bom začel s citatom mojega dragega brata, atmosferca Juleta Gregorčiča, ki je za DS4 rekel, da gre pravzaprav za ene vrste avtomobilsko skulpturo. Kamorkoli ga postaviš, bo potegnil pozornost nase in trdim, da je to sposoben narediti tudi v družbi veliko večjih, pa tudi dražjih avtomobilov. Vidiš, kako izraziti so njegovi boki, kakšne poteze krasijo njegov nos. Mimogrede, čakaj, a bi bilo prav, da jaz tole ledico prižgem? Evo zrihtu, vidiš tole LED svetilo, ki je tako zelo izrazito in da kupenega karakterja avtomobilu, ki je že sam po sebi izredno zanimiv, nastaja v Sloveniji, v Heli. In tukaj noter boš najdel 98 posameznih LED diod, ampak avto tole izkorišča tudi za žmigovc, le ti pokažem. Evo, poglej, nekako takole zgleda. Ok, zdaj pa nazaj na osnovo. Evo, pa da no še rekel, ti nisem pokazal že kakšnega detajla zadaj. Prosim, lepo poglejte izklesane linije, kako zelo zanimiv naredijo DS4 takšni detajli. Avto je tako zelo izzivalen, predrzen, tako kot vsi DS-i je tudi tale izredno zanimiv z praktično vsakega kota. Dej poglej, kako izgleda samo tale detajl zadnje luči. Je starja, ni to noro. Pa če smo že pri zadku, torej njegovo polno ime je DS4 e-Tense, pa dajmo nekaj razčistiti, pa razpucati takoj na začetku. Jaz se pri tem testu ne bom posvečal tisti neki goli pogonski osnovi, na hitro bom povedal. Gre za priključnega hibrida. Njegov pogonski sklop je praktično identičen tistemu, ko sem pokazal oziroma predstavil Peugeota 308 plug-in hybrid. In to pomeni, da je v nosu tega avtomobila 1,6 litrski turbobencinar z skok že 180 konj, pa pol celotna sistemska moč nanese, seveda skupaj s tem, ker ti uspe ponuditi baterija oziroma elektromotor 225 konjev, zmogljivost baterije 12,4 kWh, avto prelema s 7,4 kW polnilnikom, pa tudi če bi ga filil doma na šuko, par ur pa je zadeva rešena. Kar se električnega dosega tiče, podobno kot pri 308, se mi zdi, da mogoče malo slabša, zdaj to zaradi bolj dvignjene karoserije, mase nisem primerjal, ampak dajmo reči dobrih 40 km, pa smo vse povedali. Pa ker sem na zadnje vrgu učna poraba, je bila tam 5, 6, včasih celo 7 litrov, odvisno koliko. No, se veš. Meni se daleč bolj pomembno zdi, da se posvetimo njegovim posebnostim. Mislim, če je že poseben avto in nagovarja tudi tiste kupce, ki si hudih posebnosti želijo. Tudi cenovno smo razmeroma visok, ne? Če je bil tisti Peugeot, ki je v tehničnem smislu praktično identičen, koštal, koliko že testen, okrog 40-39 jurjev, je tale za okrog 10 dražji. Zdaj pa, kaj to pomeni? Veš, moram priznati, da me je na začetku kar mikal, da bi naredil usporeden test, ker sem v istem času oba avtomobila na testu, izhajata iz iste tehnične zasnove, kar pomeni, da bi imel zares dobre temelje, da jih primerjam, ampak bi bilo to totalno nefair do DS-a pa do 308 tudi. Pa kljub temu, da gre v obeh primerih za ene vrste kombi limuzino, ampak DS4 je bistveno višji, zgleda bolj razbacan, tudi zato, ker je ene vrste križanc, bolj je dvignen od tal, računa na to, da se bo ljudem fajn mal višji vsest, pa mal boljš ven videti, čeprav to boljš ven videti. Poglej, kako je karoserija, predvsem v drugem delu narejena, ozke šipe, vzadi se švoh ven vidi, mogoče še celo malo slabška pri 308, ampak to ni point tega avtomobila. Veš, DS je tako zelo poseben avto, ne samo zaradi detajlov, oblike, ampak zaradi vseh stvari, ki se ti zgodijo, ko se z njim voziš, ko z njim upravljaš. Dajmo kar začeti. Torej, ko se približaš avtomobilu in si ga nagledaš, kaj se zgodi najprej? Jaz želiš odpreti vrata. Prosim, lepo vrš uč na kljuke. Še majčken, zdaj pa bo počas. Evo, si videl, vse 4 kljuke skočijo ven, zagrabiš, potegneš. No, in se potem usedeš v en tak zelo poseben svet avtomobilske avantgarde. Pri DS-u ne zanikajo, da si želijo tekmovati z Lexusom, z Volvom, najbrž tudi z Audijem, pa še s kakšnim drugim, ki ponuja premijsko izkušnjo. Stari, ki prideš v to kabino, je... To tudi dobiš. Torej, ko sedeš v kabino, bi rad zalaufal mašino oziroma avto prebudil, pa kakorkoli se boš naprej premikal, s pomočjo bencina, v hibridnem načinu ali pa samo z elektriko. In poglej, tale start-stop engine gumb so namestili centralno z razlogom, zato da požanje čim večje pozornosti, zelo je fin. Pa dajmo avto zalaufati.
Veš, kaj sem ti hotel povedati? Da vse, kar se zgodi, ko ti s tem avtomobilom upravljaš, spominja na en tak mikro praznik. Vse skupaj je en dogodek, karkoli narediš. Tudi če samo usmerjaš zračni tok s tem ali pa tem stikalom na sredinski konzoli. Ampak feeling, ki ga ti dobiš, ki s tem upravljaš, stari je tako zelo... Dober feeling je, dobri gumbi so, zanimivo so oblikovani, tudi upravljati z njimi, to ti prek videa niti ne morem pokazati. Hočem ti povedati, da so tele DS-i odlično sestavljeni in to se pozna, pa tudi materiali so vrhunski. Seveda je vse skupaj v znamenju diamantov, kamorkoli pogledaš, materiali so odlični. Poglej, armaturka je oblečena v alkantaro. In ta alkantara se pol potegne še v vrata, material na zgornjem delu vrat je usnje. Tudi tale plastika je precej v redu. Na sedežih recimo piše DS Performance Line, a veš kaj to pomeni? To je stopnja opreme, ampak tega jaz v tem primeru ne bi nujno povezoval s športnostjo. Performance pomeni marsikaj. Performance, zmogljivost. Avto je zmogljiv lahko na veliko različnih načinov, ne nujno samo in zgolj z voznimi lastnostmi ali pa motorji. Po teh mikropraznikih, dogodkih, da si boš lažje predstavljal, kaj to pomeni, ti pokažem še par drugih stikal oziroma načinov upravljanja. Poglej, tole je tak zelo visok sredinski greben, tukaj spredaj imaš en tak klasičen predal, dva cup holderja, jaz imam tule kable noter, pa tamle eno odlagališče zelo globoko, pa ga dajmo zapreti. Tudi tale sredinski greben mimogrede je oblečen v alkantaro, ampak potem prijemo pa do teh stikal tukaj. Poglej, tole je počivalnik za roko. A veš, zakaj ga rabiš? Zaradi tega zaslona tukaj, ki ima par različnih funkcij, jih bom kmalu razložil. Potem je tukaj izbirnik smeri vožnje, sploh če da stisnem bremzo, drive, neutral, reverse, pa dajmo kar nazaj na P. Pa potem tukaj na robu izbira voznih programov. Ok, zdaj se dajmo posvetiti pa zaslončku. Hecen, veš, ker recimo Jure ga ni najbolj odobraval, Saši je bil všeč, jaz sem pa recimo da nekje vmes, razumem njegov namen, se mi zdi, da bi ga lahko izkoristili še malo bolj, da bi na njem ponudili še kakšno funkcijo več, ampak pa bi se pa mogoče hitro pritoževali, zakaj DS vleče oči dol stran ceste, sem tako globok. No, a veš, zakaj se ga da uporabiti? Najprej tvoja roka takole počije, potem pa začneš po njem risati, pisati. Ta zaslonček recimo lahko uporabiš, da opisuješ napotke navigacij, da napišeš recimo, kaj pa jaz vem, Domžale, pa se vse. Pa če držiš prst nekaj časa na njem, se tukaj pokaže set bližnjic in potem s prstom zbereš takole, kam si želiš pomakniti, ti bom pokazal. A pa mogoče bi bilo bolj prav, da ti najprej pokažem tale umestnik, ne? Grafično se mi zdi, lep se mi zdi, prijeten za pogledati, tudi uporabnost je, ne bom rekel, da je nadpovprečno dobra, slaba, pa tudi ne. Takole zbereš podmeni, pa pol tukaj se sprehajaš gor pa dol, pa zbiraš, kaj pač vse lahko nastaviš. Pa če se vrnemo zdaj k zaslončku, pol, ko se enkrat nehaš afnati, pa risati po njem, pa verjamem, da bo to trajalo kar nekaj časa, ker je pač zabaven. Če držiš prst gor dlje časa, semle na sredinski zaslon prikličeš ene vrste podmeni, pa se potem po njem lahko sprehajaš s pomikom prsta tukaj let spodaj. Poglej, karkoli jaz spodaj naredim, to lahko potem naknadno tudi zberem, lahko zberem pa tudi s pritiskom tukaj le gor, takole. Pa potem lahko tudi upravljaš neke stvari povezane z navigacijo, recimo zoom in, zoom out in tako naprej, se štekaš, ne? Je malo poseben tale DS4, ne? Pa so še druge stvari, ki niso mogoče nujno tako uporabne, so pa lepe ali pa vsaj oblikovno zanimive, recimo stikala za odpirati pa zapirati šipe, zaklepati šipe, zapirati vrata. Poglej, tako prav posebno pozicijo sem namenil tukaj na vratih. Zgleda cool, moram priznati, ampak uporabno pa ne vem, če je to malo hecna pozicija. Tukaj spredi z voznikovega položaja še gre. Ampak, ko moraš pa to zadnji narediti, je pa res tak štorast položaj. Ne vem, nisem čist prepričan. Taki manjši ergonomski kiksi so, kakle upravljati šipo je kar malo štorast takole. Je skoraj to roko, ki je off-hand uporabiti, da to narediti. Veš, kaj hočem reči? A ja, pa da ne pozabim, a je kdo poslušal podcast, v katerem je Jure Gregorčič razlagal o tele carbon fiber ploščici? Veš, gre za ene vrste unikatni dodatek, ustvaril ga pa iz tistega dela, ki je imel kakšno napako, pa ga pol dobro zbrusijo, zglancajo, pa vstavijo v tole sredinsko spodnjo prečko na volanu. Meni se zdi, da vse skupaj izgleda precej fino, mi je zelo všeč. Pa tudi sicer vse skupaj v tej kabini deluje res dobro, dodelano in izdelano. Hvala. Podobno kot mi je všeč celoten feeling avtomobila. Jaz sem rad v finih avtomobilih, tako kot marsikdo drug, ampak tudi v finih avtomobilih se je treba premakniti pol tudi v drugo vrsto, pa pogledati še v kufer. Zdaj, ko sem se premikal v drugo vrsto, ne? Veš, kaj mi je še všeč? Tudi, ko odpiraš pa zapiraš vrata, je tak ogromen integriran ročaj.
spredaj in zadaj. Res cool izgleda, vsakeč, ko ga pošlataš, je en tak faced feeling. Ok, zdaj pa, ko smo tukaj zadaj. Poglej, v primerjavi s 308 DS deluje ful bolj tak bulast, večji, ampak v kabini. Predvsem tukaj zadnji je pa malo manj prostora, se mi zdi. Ne samo za kolena, tudi za stopala. Tako da v tem pogledu je glede na velikost, glede na segment, v katerem nastopa, je plac tukaj zadnji podpovprečen, to je treba priznati. To, da ima slabš pregleden zaradi oblike karoserije, jaz sem to avtomobilom že dolg časa nazaj nehal zameriti. Če hočeš imeti atraktiven avto, boš pač z njega malo slabš videl. Kaj je zdaj? Drugače pa, ja, a veš, višina še nekako gre, klele kolenčka pa že bo šlo. Aha, to je pa copy-paste 308, to se pravi zareza za telefon, 2 cup holderja in to je to. Kufer recimo se odpira na štrom, pri 308 ni bilo tako, da jaz stari ruzak malo postavim. Z litri smo približno tam, kar pri Peugeotu, torej govorimo o tam 300, koliko že je, 60, 70 ali koliko litrih? Lažem sem šel pogledati na net 390 litrov, ni ogromen. Pa še nekaj, če si želiš pogledati tak zelo podroben, globok test tega avtomobila, skoč na Google, upiš Motor Revija DS4 pa Gregorčič, boš dobil ven njegov test, veliko tehničnih podatkov pa ostalih stvari, ki jih moraš nujno vedeti, če te mogoče zanima nakup. Mimogrede, pri DS-u pravijo, da želijo na slovenskem trgu prodati od 100 do 150 avtomobilov na let. Seveda je več kot jasno, s čim jih bodo vlekli, z detajli, z izkušnjo, s to. Prav zares lahko rečem, pa je tak zgulni izraz francosko avtomobilsko avantgardo, ker to dejansko drži, pa taki posebni, fini, premijski avtomobili so se pogosto naslanjali na take podobne kavle, ne. Čeprav se je treba v nekaterih primerih pol malo odreči kakšnega udobja ali pa prostora. Ok, zdaj pa vozne lastnosti. Veš, tukaj pa moram priznati, da je spomin na 308 še živ in da je razlika v izkušnji na cesti izrazita. Se mi zdi, da DS ne zmore ali pa ne želi zakriti dejstva, da je mal dvignen, da je precej mehkej nastavljen, da je manj športen, manj čvrst. Pa ne pravim, da bi jaz ravno to od tega avtomobila zahteval. Vse takšni avtomobili morajo biti taki, ampak dejstvo je, da se mi pa zdi, da se da v tem segmentu najti tudi kakšno bolj sofisticirano podvozje, ki tudi blaži malo tišje ali pa da imaš občutek, da je vse skupaj bolj zbrano, ko prije slabša podlaga. Pa za moj okus se je majčkeno preveč nagibal, ampak si mislim, da to ljudi, ki si ga bodo mislili, ne bo motili niti mal. Pol na koncu dneva, ki je treba pa črto potegniti, jaz dejansko mislim, da prav veliko večjih avtomobilskih posebnežev naš slovenski avtomobilski trg ne zmore ponuditi. DS je tak avtomobilski ekscentrik in s svojimi forami bo privabil kupce. Edin prav, da je tako več posebnih avtov na naših cestah, bolj sem vesel. Zdaj, a s tem upravič višjo ceno avtomobila, s katerim deli tehnično zasnovo, pogonski sklop in še marsikaj, je to se moraš pa sam odločiti. Dobrih 50 jurjev za kombi limuzino golfovega razreda, pa čeprav za priključenega hibrida ni malo denarja, ampak guess what, stari? Taki posebni premijski avti še nikoli niso bili poceni. Zdaj, če mi kaj ni bilo všeč, poleg tega, da se mi zdi, da se avto pikico preveč gunca v vinkih, mogoče je edin ena stvar, pa v eni stvari samo pa še pomislek, ampak čakaj, gremo po vrsti. Pač kaj me malo zmotil? Celotna izkušnja je prav zares zelo fina in posebna. Tudi kljuke lepo ven pridejo, ampak polke pa zagrabaš. Ne vem, tak robat občutek je, ko jo zagrabiš. Tale rob je precej, nisem je fajn zdel. Vsakič nisem imel dobrega feelinga, ko sem kljuko zagrabil in predtem sem potegnil. Pa z ušesi sem danes zastrigel še ob enem pogovoru, ko sem ga imel z dvema kolegoma novinarjema, ki sta rekla, ful fajn, da imamo DS-a, ekstravagantni avtomobili, ki so tako ali pa drugač. Fajn je, da ponujajo tako res zanimivo izkušnjo, ne, ampak a se spomnite, kaj je bil pa DS včasih? Sploh ta prvi. Bil je tehnološki pionir v mnogo pogledih. Jure dobro napisal, ne? Tale je tako, pritegne v mnogo pogledih, z obliko, z nastopom, tudi tehnološko je na zelo visoki ravni. Mu nimamo kaj učitati, vse sisteme, ki jih sodobni avti potrebujejo. Več o teh sistemih sem že govoril pri 308 recimo, ampak da je bil pa tehnološki lider. Ja, to pa ni. Tukaj se je pa malo originalo izneverilo, ne? Ampak to, vsaj pri meni, ne pokvari dobrega vtisa. In zdaj, če bo kdo rekel style over substance, jaz rečem ne, da ni res. Vsebine ima ta avto zelo velik, poleg stila. Enač, to je to od mene pa od tega avtomobilskega umetnika, umetnosti. Ne vem, kaj je to? Kaj si ti? Jaz vem, kaj je. Mal je poseben. Ni hodiš, da ne najdel 100 ali pa 150 ljudi, ki ga je kupila. Enač, zdaj pa še ti povej, kaj pa ti misliš o DS-ih na splošno, pa mogoče konkretno o tem avtomobilu, zapiš svoje mnenje v komentar. Kaj ti je zdaj naroden? Oglas se. To je to. Lepo se majte. Ajde, čau.